Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes imam za vas kar nekaj novic. Prva zadeva. 2 dni sem bila zdajle v Portorožu in smo imeli seminar, po večini so bile slušateljice, ženske, ki delujejo kot tajnice, delajo kot tajnice na sodiščih, nekaj zdravstvenih domov in tako naprej. Super energija, govorili smo o komunikaciji, jaz sem govorila o hormonskem ravnovesju, tudi o meditaciji, sproščanju in tako naprej. In zdaj pa pripravljamo nov seminar in sicer 10. in 11. aprila v Strunjanu, v hotelu Leander in spodaj vam bom dala povezavo. Glejte, če vas pokliče 2 dneva odklopa, da naredite nekaj za svoje baterije. Veste, da kot sam Strunjan ima tako neverjetno energijo, tam so soline, Mesečev zaliv, vse to, pač čez Strunjan tečejo tako zmajeve črte. Vzamete si 2 dneva za sebe z namenom, da se napolnite z novo energijo. To je Tobi. Tako da v glavnem Tobi tišina, zdaj jaz govorim. No in v glavnem, predavateljice ne bom samo jaz predavala, ampak poglejmo program, lejte, recimo življenju da, od občutka nemoči do radosti življenja, to je Nevenka Janeš. Potem je fraktalna risba in kdor jo še ni sproval, pa to je nekaj neverjetnega, gospa Karla Klander. Potem je naprej, kako stres ob spremembi pretvoriti v notranjo moč. Lejte, ga ni človeka, ki ni v stresu, pač vse vemo, da se vsakmu nekaj dogaja, vsak ima kakšen odnos, ki ga posebej šola, ampak zdaj kako te življenjske spremembe spremeniti sebi v prid, vzeti lekcijo. No, naslednji dan imam pol jaz tudi predavanje s hormonskim ravnovesjem do vitalnosti, pa imamo potem še čuječa komunikacija v medsebojnih odnosih, kar je spet pomembno. In naj vam povem, na tem seminarju, ki smo ga zdaj imeli, je predavala tudi gospa Polona Požgan in gospod Kadič, no v glavnem, komunikacija. Jaz sem se toliko nasmejala, toliko dober seminar in tudi vem, da ta seminar, ki ga zdajle pripravljamo, bo poln novih informacij, predvsem pa veste, kaj boste pridobili. 2 dni za sebe. Veste, koliko je to vreden, da si vzameš pri vsem tempu, ki ga imaš, 2 dneva za sebe, na koncu tudi, če vzamete podaljšan vikend, da si potem vzamete še en dan, mogoče v Strunjanu, da si pač, vam povem, da tam je zdaj že pomlad, pač na Primorskem tako močno trka pomlad, tako v razcvetu je nekaj neverjetnega. Tako da ja, nekaj dni še sprejemajo prijave, če vas potegne, se potem vidimo 10. in 11. aprila v Strunjanu. To je zdaj prva zadeva, kar vam zapovedati. Druga zadeva, kar vam zapovedati, je to, da je moja knjiga zdaj že v tiskarni in pogledajte to, dobila sem te best printe, barve, se vidite lahko, ne? Tako, pač noro, lepa knjiga bo. Zdaj še tisto, kar jaz v bistvu potrdim, barvno shemo, ali pa tole pogledajte. In dobila sem seveda, poleg tega sem pa dobila že tudi printe, tako da še pregledam, to ne bo debela takole knjiga, ampak sem dobila za pregledati, da vidim, če še kaj manjka, če je še kakšen popravek. In ja, to je zdaj že tisto prvi osnutek, kako bo knjiga izgledala, ki je že v fizični obliki. Takole je prvi vezni list, Minkina knjiga receptov. Več kot 100 receptov za hormonsko ravnovesje in dolgoživost. In tukaj na začetku noter je seveda glikemični indeks razložen, razlagam o tem, te drobni triki, kako si pomagate, da sladkor ostaja v ravnovesju. Pa potem so jedilniki, tudi za ljudi, ki ne jejo mesa, ker vemo, da ljudje, ki ne jejo mesa, pač vnesejo v svoje telo malo premalo beljakovin. In ker imajo pomanjkanje beljakovin, se jim zaradi tega po večini sprošča hormon lakote in lahko nastopi tudi sladkorna bolezen tipa 2. Pa pol tukaj beljakovinski kruh iz semen, pa je potem naprej tale moj bananin kruh, ki je božanski, takrat, ko imate skoraj da gnile
banane v hladilniku, skutaš čija semeni, borovnicami in cimetom, to je nekaj, kar pripravite za v službo, pa imamo tukaj gobove polpete, pa imamo tukaj, kaj še, dodatek za menopavzo, pa čokoladno pecivo s čija semeni, pa imamo pol tukaj, dodatek za menopavzo. Kako naj modra ženska poskrbi za zdravje in srečo? Če vas oblivajo vročinski oblivi, vzemite v roke, ko imajo čakre žur, in začnite čistiti vzorce, ki so zapisani na spolno in na grleno čakro. Ja, vem, sej bolj enostavno je reči, se ukvarjati s tem zunanjim, ampak čas modre ženske nas pripelje do tega, da enostavno je čas, da se zazremo v svoje rane, v svoja čustva, da se vprašamo, kaj jaz občutim v določeni situaciji, da se naučimo jasno izražati svoje mnenje, da znamo povedati na ljubeč način. Tukaj jaz ne govorim, da gremo takoj v napad ali pa na juriš ali pa v vlogo žrtve. A veste, to zdaj, ko sem poslušala tole o komunikaciji. V Sloveniji sta dve vrsti žensk. Ena, ki gre v tiho žrtev. To je razlagala Polona Požgan in ona prav o tem. Prideš domov z seminarja, vidiš, da ni tako, kot si pustila, je po tleh so drobtine in začneš, brez da kaj rečeš, sesati. Tako, da vsi na kavču dvigajo noge. In potem mož reče, a je kaj narobe, a si jezna na koga prej? Ne. Ampak ta jeza, za vse sem sama. Nič ne rečeš, pa vse poveš. Po drugi strani je pa takoj ta vloga napadalca. Pri naš hiš noben nič ne naredi, glejte, kakšna svinarija in tako naprej. Nam nikdar pozabila, enkrat sem prišla z ene delavnice domov in so otroci imeli žurko. To je tam obdobje pubertete, potem jih mine. Hvala Bogu. V glavnem pridem domov in vse je bilo pospravljeno. Pač kuhna je bila pomita, kavč je bil tipi-topi, razen zmanjkali mi je cajta pa energije, da bi odnesla vreče smeti ven. In je bilo to tako. V kuhinji na vogalu cela vreča, ta črna vreča, nekih piks, neke stvari, tam so bila druga vreča, so bili ti kartoni od pice in tako naprej. Nisem znorela, ampak se rekla, naslednjič pridem, to bi jo razlagala, da mora biti tih. Ko naslednjič pridem, želim, da to odnesete, ker ni, da nič ne dosežemo s tem, da ko ti je, pa vsi rečejo. No, tako da v glavnem, to je pa toliko dobre zadeve se dogajajo, zdaj pa grem še na pozitivna sporočila. No, da vidimo. Za tole dušico, ki gleda tole, kaj je ta trenutek dobro, da slišiš, da zavestiš, kaj je tisto, kar ti stvarstvo sporoča. To so zdaj naključna sporočila s kart prehodu na novo dobo, da vidimo, kaj je tisto, kar je prav, da se zaveš. No, zdravilni žarek, obilje si dobila, tvoja zavest se dviga na višjo raven in čas je za tvojo radostno energijo in intuicijo. Se pravi, zdaj, če pogledamo ta prva stvar, čas je, da zdravilna energija začne teči skozi tvoj čez podzavest, čez vzorce, čez vse tisto, kar se ti dogaja. Ker vsi mi delujemo po nekih vzorcih. Se pravi, če je moja mama igrala vlogo žrtve, bom verjetno jaz igrala po istih notah v življenju. Če je moja mama igrala vlogo napadalca, verjetno, če sem jaz bolj po mamini liniji, bom jaz igrala vlogo napadalca. Ampak čas je, da ozavestim, katero vlogo igram v svojem življenju, da to prečistim in da gremo v ravnovesje ženske in moške energije. Zdaj pa kaj pa zdaj to pomeni, ravnovesje moške in ženske energije? To pomeni, da so stvari, ki morajo biti narejene in ki morajo biti izrečene, ki so povezane s tem materialnim, fizičnim preživetjem, ki morajo biti fizično narejene. Se pravi, to je moška energija, ki je povezana s storilnostjo. Se pravi, biti v moški energiji, mi ženske, to pomeni, da še vedno naredimo stvari, ampak pomembno je, kaj vrtimo po svoji glavi.
Če gremo zraven še v vlogo napadalca ali pa te tihe žrtve, s tem se nam tvorijo moški hormoni in ko se nam tvorijo moški hormoni, sploh testosteron, pač sploh moški hormon testosteron povzroča, da nam začnejo razne dlake poganjati, da postajamo zmerom bolj možače. No in zdaj tale gospod Edvard Kadmič je rekel, še nižji glas pa pomeni seksi. Ne za žensko. Ženska, ki ima še nižji glas, pač, ni seksi. Ne more biti seksi to. Za moške ja, ampak za ženske še nižji glas deluje strašljivo. Pač tako, kje sem? To ni v redu. No. Ženska, da smo v svoji vibraciji, res pa, ko smo v stresu, se nam pa dvigne glas in postanemo na nek način zoprne. To so rekli, da se da naštudirati menda. To jaz zdaj govorim menda, zato ker res tega ne znam naštudirati, ampak mogoče bom začela bolj spremljati svoj glas, kakorkoli. Gre se za to, da ta zdravilni žarek sprejmem v svoje telo in da se začnem zavedati in svojih ran ali tisto, kar imam za počistiti in tako naprej, ker moja zavest in tudi tvoja zavest se dviga na višjo raven. Zdaj lahko vzameš nek kristal, ki ti bo pomagal pri tem, da boš vzdrževala to višjo raven vibracije, ali si boš pomagala pri tem, da boš šla na gozdno kopel in boš hodila skozi gozd in dovoliš, da te objame energija gozda, ali se boš usedla na nekje, kjer ptički pojejo in boš v zvočni kopeli, ali boš šla na kakšno zvočno kopel in boš poslušala gonge. Pač ni pomembno, pač nekaj naredi za svoje boljše počutje, ker tvoja duša te kliče potem, da se tvoja zavest začne dvigati na višjo raven. In kako veš, da si na višji ravni, povezana je z radostno energijo. Čas je za radostno energijo v tvojem življenju. Pač ta igrivost, ta razigranost, veste, tisto vse noter, kar vsak otrok ima, In če pogledamo te otroške oči, ki se svetijo, ki imajo čisto energijo, tako isto energijo imajo seveda tudi kužki pa mucke, čisto energijo, ker noter ni preračunljivosti zadaj, zahrbtnosti in tako naprej. In radostna energija, jaz verjamem, da je povezana z eno tako, to je otroška energija. Prav otroška energija, ki pa verjamem, da je škoda, da pustimo, da otrok, naš notranji otrok umre. In intuicija jasno zaznava sporočila in čas je za obilje v tvojem življenju, pripada ti obilje in ta trenutek lahko čutiš obilje vse povsod. Ta trenutek, to obilje se ga generira od spodaj, čeprav ni še nikjer nobenega lista skorda, tukaj zdaj na Primorskem že cveti kakšna češnja, že kaj cveti, ampak dejstvo je, da se pripravlja v 14 dneh, bo kar nadalj samega izobilja. To je to. Ampak to je tisto, kar ti lahko začneš čutiš do sebe noter. No, sem govorila z gospodom Stanetom, ki organizira te seminarje in sem mu razlagala, kako sem prišla na idejo, zakaj imam jaz v mojih knjigah vse v nekih krogcih. No in prvi oblikovalec mi pošlje predlog za mojo knjigo in mi pošlje predlog tako zelo neke ostre linije, kvadratke, izpostavljene kvadratke. In pač jaz samo to sem vedela, ni mi všeč. Nisem znala niti povedati, kaj mi ni všeč, ampak ni mi všeč. In peljem se iz Škofje Loke proti Ljubljani in takrat so delali most v Medvodah in je bila zaprta cesta oziroma je bila samo enosmerna cesta, dež je padal in jaz stojim v koloni in padajo te dežne kaplje na steklo, pač na vetrobransko steklo v avtomobilu in tako, krohci, kličem, Damjan, daj mi vse skupaj v krohce. Ko on postavil krohce in veste, da kako dobro zgleda knjiga, ko imajo hormoni žur, ki je vse v nekih krohcih. In ja, glede, ne vem, tle zdaj tadziki, pač krohci. To je meni lepo, to je pač krog je nek cikel, je neka zaključena zadeva, je neka popolna zadeva. Ja, zanimivo.
Veste, vi lahko tudi prosite preko sanj, da dobite kakšna sporočila za kakšno idejo. Sploh vaša intuicija, ne? Ker intuicija, to je, mi ženske smo bolj intuitivne, smo bolj povezane s tem čutenjem, pač ne dovolite, da vam umre čutenje v vašem srcu. Ne dovolite. In ko se vprašaš, kaj ta trenutek jaz čutam, vam povem, kaj se ta trenutek čisti. Ta trenutek se tako na globalni ravni čisti razočaranje nad odnosi, nad ženskami. Ženska nad ženskami, na ta način, pa kako smo, kako lahko. In je povezano tudi z žensko zavistjo, z žensko tekmovalnostjo. No in včeraj, ko sem poslušala, seveda vsi smo naravnani k temu, da hitrejše opazimo nekaj negativnega. Zdaj verjetno, če smo naravnani na negativno, verjetno lahko opazite, da vam mogoče kaj nepopolnega tle, kjerkoli, pač, a ne, opazimo najprej ta slabo, kaj jaz vem. Pač, saj ni pomembno niti, ampak verjetno, če je kje kakšna stvar, tako kot to, kar snemam, je možno, da opažite, ne vem, orhideja pa po stran stoji ali karkoli. No in druga zadeva, da začnemo pri ljudeh zavestno iskati njihove dobre lastnosti. Ker vsak od nas ima nekaj dobrega, v nečem je dober, v nečem je wow, vsak od nas ima nekaj wow. Da začneš, če na začetku ne morete pri nekom videti nekaj dobrega, da začnete naštevati zavestno dobre lastnosti. Vam bo pomagalo dati fokus od slabega. Gremo še na naslednja sporočila, da vidim. Pa zdaj mečkam prerokovanja. Obilje je spet prišlo. Obilje je spet prišlo. Moč je prišla. Zemeljska energija. A vam pokažem, kaj je prišlo. Ta karta je že zadnjič prišla, ker sem vam zadnjič brala tele karte. Neko področje v vašem življenju, vse ste popili, vse ste pojedali, nič več ni ostalo, treba je iti naprej. Zdaj, lahko je to povezano, ne vem, s katerim področjem, ampak je povezano s tem, tudi z luno, s podzavestjo. Tukaj na sliki je krt. Se pravi, če boš ostala tam, kjer si ta trenutek, kjer te en odnos tako močno izžema, te ta odnos vodi k krtu, pač k smrti. Ni več prihodnosti. In je mogoče čas, da se obrneš v svojo podzavest, da pogruntaš, zakaj rabiš te izkušnje, zakaj rabiš vse to, kar se ti dogaja. Na obzorju je že nov dan, se že dani. Se pravi, gre se samo to, da daš pogled stran od vsega, kar je razočaranje ti prinesel, in daš pogled v svojo moč, kaj si iz tega pridobila. Ta tvoja moč je pa povezana dejansko, glejte to, dvakrat obilje, glejte to. Obilje doma, obilje, čisto obilje. Ti si kraljica, ki živiš v svojem kraljestvu, kjer vse je. Se pravi, lahko razdajaš to svoje bogastvo in tukaj je dom, družina, na sliki je čebela, pač čebela, itak, pridnost, povezana z izobiljem, z med in mleko se cedita. Dom, dve ženski, ki sta enostavno zadovoljni. Nekako vse se bo zgodilo v tvojem življenju, vse bo v redu, samo res, da je mogoče čas, da greš stran od tam, kjer pač te neko stvar ne podpira več. No, zdaj pa poglejmo še naprej. Tukaj 5 kart bom še potegnila in prva karta je prišla do tega, da se zavedaš, da je prav, da imaš prijatelje okrog sebe in da je prav, da so različnih barv, različnih prepričanj. Gre se za to, da ti se začneš zavedati, da si ti samostojno drevo, da moraš vedeti, kaj tebe podpira, kaj ti si, pač povezano s tem, kdo ti si. No, potem naslednja karta je prišla upornik. Glejte, upornik, ki je, ne opornik, ampak upornik, ta, ki se upira, ta, ki enostavno želi iti naprej, ki okrog njega je ovit piton, so verige, on se je odločil, da gre naprej. Enostavno ne dovoli več, tudi nekdo se ga želi vklepati in
On ima baklo, enostavno gre naprej, nekdo mu ga želi skljuvati, gre naprej. Pač enostavno ne dovoli več. In čas je za tvoje notranje zdravljenje, verjetno tvojega notranjega otroka, ker je prišla naslednja karta, pa otrok pa pustolovščina. Verjetno je čas za zdravljenje tvoje ranjene duše iz otroštva, ker poglej, čas je za zdravljenje tvoje notranje luči. In ko boš pozdravila svojo notranjo luč, zdaj kako vzem v roke knjigo, ko imajo čakre žur in začni delati. Pač nihče tega ne bo naredil namesto tebe. Nihče ne bo tega naredil namesto tebe. In tukaj je otrok, ki že hodi. Ga čaka nova svetloba, nova pustolovščina in naslednja je pa prišla celovitost. Se pravi, ko v sebi uravnaš svetle, temne dele, ko greš v ta cikel, nov cikel je pred tabo, novo obdobje, nova rast, nov preporod. Pred tabo je eno čisto novo obdobje, pač vse svetlobne bitja te podpirajo pri tem, ne obupuj, ne gledati in tudi ne dajati pozornosti, kako pa bom, pa ne morem in tako naprej, dol so mi padle karte. Zaključevanje, nobenih kompromisov več, ker kompromis te bo zastrupil, nehaj se skrivati in daj ta plašč, snemi dol sebe in začni ustvarjati skozi svojo notranjo luč. No tako, ta sporočila so prišla, tako da uživaj, vse dobro ti želim in ja. Če te pokliče na eno tako dvodnevno delavnico, malo odklopa, malo nove energije, klikni od spodaj na povezavo pod videom bom dala in preberi program, prijavi se in boš videla, tako novo energijo boš dobila. To je nekaj, kar je neprecenljivo, ampak res neprecenljivo, ker ti da nov zagon, nova krila, novo energijo in potem zmoreš naprej. Tako da, ja, glejte, očitno je čas da zdajle res, ker vidim, da ženske po večini hodimo na taka srečanja, da se prebuja ta slovenski duh, slovenske ženske, kar je prav, da se prebuja. No in zdaj, če gledamo kralj Matjaž kot slovenski moški, ki še veselo spi. Se tudi vidi tudi po teh delavnicah, da prihajajo po večini samo ženske. Ta slovenski moški, ki je zdaj zaspano, dviga oči in ne moreš odpreti oči, ker je še popolnoma zaspan. Njegova brada se je zavila 9-krat okrog kamnite mize, tam je prikovan. Zdaj pa, če si predstavljate kralja Matjaža, ki je 9-krat šla ta brada okrog mize, on je cel prepreden s to brado. In če mu ti, kraljica Alenčica, ne boš pomagala malo pri tem, da mu pomagaš obriti to brado, mogoče mu moraš roke osvoboditi, mogoče niti sam sebi ne more pomagati. Ampak ti tvojemu moškemu ne moreš pomagati z jezno energijo tvoje mame. Ti ne moreš tvojemu moškemu pomagati z energijo tvoje babice, ki je mogoče igrala žrtev ali pa je bila zlorabljena. Ti tvojemu moškemu lahko pomagaš samo strani kraljice, ki jo imaš ti v sebi noter, si v ženski moči, ki ni povezana s tem. A sem ti rekla? No, a sem ti rekla? No, a veš, da sem imela prav? Mislim, kaj boš s tem naredila? Da dokažeš, da si imela prav. Tega ti ne rabiš. Tvojemu moškemu lahko pomagaš samo z ljubečo energijo. Ljubeča energija je povezana ne s tem, da mu govoriš, kaj bi mogel, kako bi mogel, ampak da postaneš ti fontana ljubezni, ki kipi ljubezen, ker lejte, tam, kjer je voda, če je še tako sušna pokrajina, voda bo priklicala življenje. To je to. In ženska je povezana z vodo, s čutenjem. Voda je čutenje. In bolj kot ne čutimo mi ženske in bolj kot potlačimo čustva, bolj imamo zastrupljeno to notranjo vodo in bolj sigurno kličemo nase ljubezen, bolezen. Zato je tako pomembno, da grem svoje rane, jih objamem, se objamem, sprejmem sebe, da grem v to ljubečo žensko energijo in od tukaj
lahko delam spremembe, najprej v svoji družini, potem pa naprej. Tako da, kaj naj vam rečem, sebi imate vso moč, zavedajte se, da ste res boginje na zemlji, ki pomagate Bogu pri ustvarjanju novega. Zdaj ta trenutek vzgajamo novo vrsto otrok in druga stvar, kar mi delamo ženske, verjamem, da tudi s svojim preporodom vplivamo na novo, če ne druga se na naše otroke, na njihovo zavedanje in mogoče lahko tudi s tem vplivamo na svoje partnerje, da postanejo drugačni in bolj ljubeči. Tako da, drage dame, uživajte, vse dobro vam želim in veselim se naslednjega vikenda, se pravi, to je čez 3 tedne v Strunjanu, takrat bo tam že taka lepa pomlad, da bo super. Uživajte!